Tako, spoštovana Ptulix publika, nahajamo se leta 2026, ki je tako imenovano super volilno leto. Se pravi več volitev, najprej čez dobrih 6 dni, oziroma kar konkretno 6 dni. Državnozborske volitve, potem jeseni lokalne. Obojne bojo zelo vplivali na naše življenje, kajti svet je turbulenten. In tokrat nam mora biti jasno, da volitve niso neki resničnostni šov ali zajebancija, da dejansko ti ljudje, ki so na pozicije izvoljeni, krojijo naša življenja, našo, rečemo temu takole, usodo, predvsem pa vsak dan, ali je ta beden ali je optimističen. In naš redni komentator, gospod Boris Gerjovič, o tem zelo globoko razmišlja in nam bo podal nekaj zelo pomembnih spoznanj in razmislekov, ki nam naj pomagajo pri odločanju na obojnih volitvah. Izvolite, gospod Gerjovič. Ja, bomo lokalni nivo posnela kasneje, bomo ga dala posebej, ker zdaj je najbolj vroča zadeva državnozborske volitve. Ne. Da se vseh 35 let vrtimo v krogu, bom zdaj dokazal samo s prebranjem enega odstavka iz časnika Finance. Ne, ni prav, da zvišamo dohodnino za tiste, ki zaslužijo nekoliko več, kot predlaga SD. Če bo vlada popustila in to storila, bomo postali družba revnih. Namreč bogati bodo odšli. Bolje je, da imamo enotno 15% dohodnino, le takšen princip vodi v to, da si kapitalisti tudi drznejo stimulirati svoje delavce z višjimi plačami. Tako meni Boris Gerjovič. Zdaj vse lepo in prav, če bi to bil neki sveži članek, ne? Ampak to je šlo ob izidu moje knjige v časniku Finance v torek 24. aprila 2012. Ne? Se pravi, jaz zdaj takrat govorim, da če bomo imeli progresivne stopnje naprej in bojo bogati masno obdavčeni, če zaslužijo še več, potem pač bojo se premaknili tja, kjer se to ne dogaja. Očitno se zgodovina ponavlja, oziroma se vrtimo v začaranem krogu. Ne? Jaz sem sicer ta intervju takrat dal ob izdaji svoje knjige, ki je bila v bistvu najprej mišljena kot pojasnila ameriškemu ambasadoru po najinem razgovoru iz avgusta 2011. On je imel eno redko karakteristiko, to je bil takrat gospod Musumeli, ne? Ki je de facto bil en redkih ljudi, ki je preprosto priznal, da ne ve, kaj se tu dogaja, oziroma ne razume. Ne da ne ve, strašne informacije, vse imajo, samo ne razume, ne? Če mu jaz to lahko malo pojasnim. In ko sem jaz začel ta pojasnila pisati, sem rekel, zakaj to ne bi brali vsi. Ne? In potem so v tej knjigi v bistvu hibe in napake političnih slovenskih strank, praktično vseh takrat parlamentarnih notri, secirane in opisane oziroma analizirane. Ne? Žal premik te knjige v tujsko knjižnico ni uspel in edino, kjer poznam, je 2 izvoda ima ekonomska fakulteta, v Mariboru 3 izvode, one zakonsko obvezne ima NUK Ljubljana. Ne bi zdaj delali promocijo več za to knjigo, moramo stvari vseeno aktualizirati, ker čeprav so stranke morda še iste ali podobne, ljudje so se zamenjali in priimki predsednikov so se tudi zamenjali. Štartamo z formiranjem zadnje vlade, v katerem najprej že kako leto prej pred nastopom te zadnje vlade gospod Golob močno forsira sončne elektrarne na strehah. To je tudi sicer pol počel ves čas, ampak več ali manj zgolj na verbalni ravni. Ne? Eventualno z nečim, s čim se jaz skoraj nikoli ne strinjam, to so državne intervencije, v tem smislu subvencije. Ne? Tudi EU je posegala v ta segment z subvencijami. Ne? Koliko je to pametno, nepametno, to bom povedal malo kasneje. Ne? Ampak zdaj poglejmo to forsiranje gospoda Goloba v absurdni situaciji. Tu pa je članek od 20. januara spet časnika Finance, kjer piše, da Petrol odstopa od postavljanja sončnih elektrarn za gospodinjstva. Skratka, naslov tega članka z 20. januara je: v Petrolu so obupali nad hišnimi sončnimi elektrarnami.
Zdaj, ker nimajo vsi prostega dostopa do spletnih financ, bom jaz rekel, da notri pač piše, da je trg upadel, zanimanje upadlo v teh okoliščinah, pa še vedno v Petrolu, poudarjam v Petrolu, smatrajo, da so te birokratske barijere in postopki prezakomplicirani, predragi, skratka in predolgočasni in cela zgodba se ne splača in oni od tega odstopajo. Zdaj pa še enkrat. Gospod Golob je torej glavni promotor, bil vse skozi teh sončnih elektrarn na strehah. Kdo je glavni delničar Petrola? Država. Je največji delničar Petrola še vedno. Če v isto smer glasovanja prepriča kapitalsko družbo, potem enostavno že glasuje z 30%, sicer glasuje s 23%. Ostali vsi pa imajo drobiž tam noter in nišče ne more kar tako zbrati 50%, niti slučajno se znotraj Petrola brez države ne dogaja nič. Kdo zastopa državo v Petrolu? Kdo formira nadzorni svet? Vlada. Kdo je vlada? Gospod Golob. Torej, gospod Golob, ali je možni večji kretenizem? Ali je možni večji absurd? Ali vi delate sončne elektrarne, gospod Golob 1, a gospod Golob 2, kot šef v Petrolu, ne delate sončnih elektrarn? In seveda, ko je nastopila vlada, je tisto, kar je v tistem času leta 2022 mene šokiralo, je seveda bilo nepotrebno priključevanje levice k tej vladi. Govorim nepotrebno, ker so glasovi skupaj z SD zadoščali za samo večino. Prisotnost levice v tej strukturi, da je iz dvojčka nastal trojček te koalicije, pa ni prinesla ustavotvorne večine. Se pravi, ustave kljub temu niso bili v stanju menjevati. Tako da profita in logike jaz takrat sploh nisem videl sem samo grozne komplikacije in probleme za gospodarstvo slovensko, ki čas je žal pokazal, da se to dogaja. Žal je pokazal, da se to dogaja. Nekako se je čutilo, da ima ta levica abnormalni vpliv na gospoda Goloba, medtem ko SD tu igra neko pasivno vlogo. Če drugo ne, gospod Han je en pomirljiv človek, ki pač ne zahaja v konfrontacije. Ta zgodba, da ni zahajal v konfrontacije, se bo še v pozitivnem kontekstu obrestovala SD-ju. On praktično ne bo zgubil, glede na zadnje volitve, praktično nič. Zna še kaki odstotek dobiti in sicer odstotek od Svobode, ki bo konkretno padla seveda glede na zadnje zgodbe. Ta absurd v energetskem področju seveda boli, ker gospod Golob bi ne bil veliki menedžer in strokovnjak za energetiko, ki pa je že takoj isto jesen leta 2022 to konkretno demantiral. Namreč oktobra 2022 pri strahovito visokih cenah elektrike, ki so se na veletrgovski ravni takrat gibale od 300 do 400 evrov za megavatno uro, je najprej pravilno meseca oktobra povedal, naj podjetja še počakajo za sklepanjem dolgoročnih pogodb. Na kar je, to je bilo oktobra 2022, novembra 2022 je pa že dal izjavo, da zdaj pa ja, ker je cena malo padla, govorim, še vedno smo bili nad 260 in to je samo osnovna cena brez omrežnine, 260 in brez dajatev. Znači, to je še vedno astronomska cena, če vemo, da samo par mesecev zatem je pa cena padla tu, kjer je še danes in se suče okrog 100. Se pravi, ta zgodba je taka, da je on de facto ali dokazal, da ni strokovnjak z energetskega področja, da nima pojma o trgu, da je zgrešil gromozansko, ker od 100 do 250 je, oprostite, 150% razlika, odvisno s katere strani pogledaš. Ampak vedno država zna seveda tudi pokriti, kadar se nekdo zmoti, sploh ker ne prizna, da se zmotil in da je narobe svetoval. Jaz upam, da je za vse bila prisotna pri tistih ljudeh, ki so mu nasedli, pa so ga dojemali kot strokovnjaka, pa so mu verjeli, da se pri cenah nad 250 še splača podpisovati dolgoročne pogodbe. Pojavilo se vprašanje, kdo tu pokrival razliko.
in neverjeten komunistični sistem v kombinaciji seveda z levico, ne pa takoj, pa to so subvencije, ne, pokrivanja teh zgodb. Ne. Postavlja se tudi utemeljen sum. Če pa gospod Golob še vedno smatrate, da je strokovnjak in da je ta njegova gromozanska napaka bila namerna, potem pa, oprostite, kje je tu policija, kje so tu organi pregona, ker očitno je potem namerno zavedo za ljudi, kdo je namreč profiter cele zgodbe. Predrago se plačuje štrom, podjetjem pa to subvencionira država, kdo pa kasira? Ja, GEN-I. In kaj je problem z GEN-I? Kdo vlada v GEN-I? Kdo si je izplačeval astronomsko plačo v GEN-I? Če pa tak ne gre, ker astronomsko plačo si mogoče lahko izplačuješ, dokler tvoji vladajo, če si državna firma, pa niti ni rečeno, da boš prvi človek, ko prije nova vlada, ali pa te bojo stisnili, da si ne izplačuješ manjšo plačo, priješ hitro na idejo, da bi to zlato jamo privatiziral. Ne? In to se nam sedaj v teh zadnjih časih že pojavlja, skratka ptički na vejah že čivkajo, da se GEN-I namerava privatizirati. Ne? Sorry, ne, zguba, škoda je enormna, ne, vkolikor je ta zgodba bila namerna, tu treba kompletno policijsko razčesati te subvencije, vse kak je to teklo in kaj je bilo tu namerno povedano, kaj ne, dobiti natančne datume od Pop TV-a, od obeh Golobovih izjav in od oktobra 22 in od novembra 22, videti, ali je bila napaka namerna in strateško usmerjena v profit GEN-I-ja in drugih ponudnikov štroma, ne, in enostavno, ne, bojim se, da tu gre pol za take zneske, da potem lahko mirno nekdo pošlje SMS TO2, ne 2,5 milijona, ampak 250 milijonov, ne. Mi se pa ukvarjamo z dotacijami od 5 do 10 evrov, tja, ne. Rating gospoda Goloba v svetu je približno 0. To se treba zavedati. Kje se to vidi? Kdo je razen socialista španskega Sancheza prišel gospoda Goloba pogledati Ljubljano v teh 4 letih? Ja, nobody, ne. In oprostite, ne, da se more zraven sliniti na kakih državniških obiskih, da ga opazijo, katastrofa. Mogoče tudi zaradi tega ni šel v Indijo, kjer so bili skoraj vsi živi premieri pred kratkim, prejšnji mesec je tam bila enormna konferenca na temo umetne inteligence, ne. Ne vem, če se zaveda, da imamo mi par ljudi v Sloveniji, ki predstavljajo svetovni vrh v tem kontekstu, ne. Da nekdo na Stanfordu to predava, da nekdo, oprostite, je OpenAI sokonstruiral ChatGPT, ne, in tu vsaki toliko časa Tesle, nove zrastejo, samo se treba zavedati, pa ne jih spet v Ameriko natirati, ker pol spet mi nič ne bomo imeli od tega, ne. Ja, absolutno, ne. Koalicija je totalno nenaravna, da je ta Svoboda v bistvu še vedno Zveza socialistične mladine in ni liberalna stranka, to se vidi na več načinov, ne. Hudo bi bilo, če se bi malo videli na televiziji, pa bi malo jaz sprašal, kdo je to Mises, pa Adam Smith, pa tak dalje, koliko teh liberalcev bi sploh vedel, kdo so njihovi fotri. Ker so utemeljitelji ideologije njihove. Da pa to teče na tak način, se pa vidi, kadarkoli se nekdo proglasi za svobodnjaka ali liberalca, pol pa sklene koalicijo z totalnimi levičarji, potem veš, da to ni to. Ne? Najuspešnejša koalicija v Evropi v moderni zgodovini se imenuje Kohl Genscher. Genscher, liberalna struja, se povezuje torej s kom? Z konzervativcem Kohlom. In to je gospodarsko najmočnejša moč, tudi skozi več mandatov te koalicije dokazano. To je ta vzpon Nemčije, o katerem govorimo, katerega se po drugi svetovni vojni spomnimo in ki je bil de facto največji, ne. Da je koalicija nenaravna, se vidi tudi tak, da imaš levico, ki non-stop pljuva po Ameriki vsaki dan, ne.
v istem trenutku, ko oni pljuvajo po Ameriki, pa Golob preko gospoda Volka zadaj štrika kombinacije CIA, da lovimo ruske vohune in jim jih 2 komada predamo, ne. To ni bilo edino skupno štrikanje, ne. V obdobju, ko je tam v Ameriki Biden na oblasti in pri nas Golob, ne, ker to so to lažne kapitalistične države, v bistvu oboje težki socialisti, ne, potem vam postane CIA in Sova ko ena firma, da smo mi malo slabša podružnica v tej zgodbi, ne. Vračamo se pri gospodu Golobu na temo, kaj je to svoboda, ne. Bom to še enkrat povedal v južni šprahi, ker tako dobro pri nas ne zveni, ne moreš tako dobro prevesti. Sloboda ne znači činiti ono što hoćeš, već ne treba ti činiti ono što nećeš. In meni vsako mi pride z liberalnimi kao idejami, ki vodijo v anarhijo, ker oni se ne ozirajo potem na tvojo svobodo, ne. Ni limite, ne. Jaz se spomnim, ko smo kot deca v Kidričem igrali hokej zunaj, kar na asfaltu, ampak smo šipo razbili, ne, z tistim pakom, ne. Ja, hitro se je ugotovilo, da mi moramo to škodo poravnati, ne. Tu se naša svoboda neha igranja, ki je limita, igrišča, ne. Mi ne moramo zahajati v drugo premoženje, v drugi čas in omejevati drugim nekaj, kar bi naj absolutno nam pripadalo, ne. Plakat levice, bolje levi kot hijene. Druščina, dajte se vprašati, ali vas mi priznamo kot leve. Ne, levi smo mi. Mi lovimo na trgu. In isto, kaj lovimo, nam hijene, kot je levica, prigrabijo, pa ne samo ostanke. Pol nam pa naše ostanke želijo definirati, kak jih bomo mi razporejali in kak bo razpored teh ostankov. In tu je ta problem. In primarno smo v preteklosti govorila o vlogi denarja, kulture, idej in kaj je primarno, kaj je sekundarno. In na enem krasnem intervjuju na Poljskem novinar sprašuje punco, ki je šla splavariti v Estonijo. In vpraša, za koga boste volili? In ona pravi, da za konzervativce. In je pa šok. Pa moraš iti v Estonijo, na splav si šla pa ja, to stane 700 evrov. Pa 300 še pot, pa hotel. Približno na Jurja mu je prišla. Je rekla, leva vlada mene čopa v primerjavi s konzervativci skoro 3 urje na leto. Tako da ne me sploh spraševati, za koga jaz volim. Ne? Se pravi, bistveno je, da imaš v nekem trenutku vsaj svobodo potovanja po tej Evropi in si iščeš, kje so najugodnejše zadeve, ne? In de facto, ne, se svoboda odraža v tem, da date čim večje neto plače, ne narodu obljubljati stanovanj, ono, to, tretjo, nič, socialnih pravic, skoraj nič. Nekajkrat večjo plačo, kot jo daš trenutno v neto formi, pa da vidiš, kaj narod rabi. Javo ti bo, da ne rabi skoraj nič. Ne? Tu je poanta cele zgodbe, ne? Milton Friedman kot Nobelov nagrajenec za ekonomijo v ZDA enkrat izračunal, ko so imeli obdobja močnega kenzijanizma oziroma ko so leve opcije se zaletele v potrošnjo na državni ravni, da skozi birokratski sistem se razdeljevanja teh socialnih in drugih pomoči, ne, teh transferjev, se je izgubilo toliko denarja, da če bi oni direktno nakazali vsakemu, ki je upravičen, kar takoj to na njegov račun, bi se ugotovilo, da niso več v cenzusu za pomoč, da je revščina bila odpravljena. Ne. To je osnovna tema svobode, ne. Dvigni neto plačo, če nisi to v stanju odstopi, ne, način, kako boš to dosegel, je druga stvar, ne. Pridemo na SD, tu, če bi rekel, da je gospod Hanše bil ono za preživeti, gospa Fajon, ne, gospa Fajon tokrat ne, žal mi je, ne. Da za
po moje lastno promocijo, skladno s predsednico države, nekako sta se lotile moči, pa dokazujeta, da enostavno imamo pogum se zoperstaviti recimo Izraelu, Ameriki, ne vem še vse čemu. Je krasno videti, če si tak pogumen, vprašanje je, kdo nosi posledice tega poguma, pa če je to pametno. Jaz zdaj ne trdim, da je trebalo govoriti kontra njima dvema, ampak trdim, da ima celo prav en Stevanovič, ki bo rekel, da je dobro biti tiho. Marsikdaj je v diplomaciji strašno pametna stvar biti tiho, sploh če se kregajo kača, slon, tiger, krokodil, mi pa smo mala miš. In zdaj, če ti misliš, da boš v tem pripiru ti zdaj imel glavno besedo, sorry, mislim, da je to glupo, da je to tupo. Vse skupaj izvira iz nepoznavanja situacije na Bližnjem vzhodu, pa ne bi zdaj, bomo takrat, ko bomo obdelovala globalno tematiko, enostavno posegla v to zgodbo. Ljudje napačno razumejo, zakaj Izrael sploh obstaja in kje je njegova dejanska moč, pa to povezujejo recimo z nafto. Če kje na Bližnjem vzhodu ni nafte, to v Izraelu 2/3 vse nafte more za sebe uvoziti, če ne, da bi kaj izlažal. To je ena zadeva. Zaradi zgodovinskih okoliščin pa najpomembnejši trg trenutno, kar je Indija, je faktično za ZDA in Veliko Britanijo dosti lažje dosegljiv in cela komunikacija z vodstvom Indije dosti lažja, če teče preko Izraela, ker Izrael vodi skoraj vse razvojne projekte v Indiji, poudarjam, skoraj vse. Vlasti Izraela je 40% delniškega indeksa, ki smo mu rekli Nasdaq tehnoloških delnica. 40% vsega na planetu ima Izrael. Treba se nekih stvari zavedati in če bi ti rad razvojno nekaj delal, potem, če te neka struktura, kot je Amerika, spravila varnostni svet Združenih narodov, ali pa imaš feeling, da si sam brez njene pomoči notri stopil, kar ni res, ker bi lahko glasovali kontra tebe, ti zdaj kontra njim pljuješ kot kamen v hrbet, to mi ni, to bilo bi dobro, da je bila tiho. Jaz bi v tem kontekstu prešel na gospoda Stevanoviča, ki je rekel mnogo pametnih, ampak posma pa tudi v direktni komunikaciji malo trčla po internetu. Jaz sem ga napadel zaradi sprejema srpske vaterpolo reprezentance v Sloveniji in on je to v Kranju njih sprejel z pompoznim govorom v srpskem jeziku, ne. In je pol to še brano, ne. Zanimivo, da pač je mladi folk, ki ne pozna niti slovensko, niti angleško in kako mu drugo ni ostalo, ne. Pa sem rekel, nema veze, ne. Kdaj bomo dočakali, da bo slovenska reprezentanca v Beogradu sprejeta v slovenščini? Ne bomo čakali tega filma, oprosti, ne. Tu se vsa debata o tem, če imaš ti prav ali nimaš prav, zaključi, ne. Zdaj pa spet, da dajem primerjave, prej sem govoril o Golobu, ne, kak je mimo z lofta s prognozami o cenah elektrike. Pa pazi, da se to zgodilo v Avstriji, Finski, novinarski napad bi bil taki, da njega drugo jutro ni, ne samo na vladi, v biznisu ga ni. V biznisu ga ni, na sceni ga ni, gotovo je, ne. Pa da je nekdo posumil, da se namerno usmerja folk, da predrago zaključuje pogodbe, drugo jutro ti je v državah Avstrija, Finska policija tam, ne. Tu si policija, sova, vsi si čohajo jajca, ne. Oprosti, ne. To je glavni problem nas, ne. Pa ne govorimo o terencih, terenci vejo vse. Terenci vejo vse, ni nekaj, kar se ne ve. Na vrhu pol nekdo to vrže v predal, pa kao vredo je, ne. Ja, ni vredo, ne. Katastrofa je, ne. Zdaj, glede Stevanoviča primerjava, jaz sem enkrat v golf ligi mednarodni, kjer sem vodil marketing, direktno prevajal po koncu turnirja iz angleščine, v kateri je govoril direktor lige, ko je predajal sponzorske nagrade. Jaz sem to prevajal direktno v nemščino, ko je bilo vse skupaj gotovo, ne. To je bilo v Avstriji pod Celovcem, pa jaz darim še en speech v slovenskem jeziku, ne. Pa me na poti domov, ne. Pa kaj ti je bilo? Pa to je bilo dolgočasno za vse, pa kaj noriš, ne?
stop, počasi, ne. Mi smo uradno na dvojezičnem teritoriju. Tu so principi. Borba za jezik, kulturo, vse. Pusti zdaj, da to banalno rečem, da se jaz za to zavzemam. Ne. Kar se tiče prognoziranja, ker sem jaz kdaj zluftal v življenju, sicer strašno redko in to ne iz moje branže, napačno sem napovedal, enkrat mislim, da je bilo na gospodarski zbornici, razvoj cene nikla v prihodnosti. In problem ni bil toliko v višini zmote, ki je skupaj bila manj kot 20% v nekem obdobju, cene so pa strahovito nihale gor dol. Problem je bil v tem, da sem zgrešil celo smer. Se pravi, jaz sem rekel, da bo zraslo, kaj jaz vem, za 12%, ne, cena pa padla za 8%, recimo, ne. Čez pol leta mene organizator ponovno kliče, ne, ja, to je Združenje nabavnikov Slovenije, da oni imajo meeting v Portorožu, če jaz prišel predavati o barvnih kovinah. Ne? Ja ne, samo cenzuro moraš imeti. Se imaš en rumeni karton dovolj, ne? Če braniš svoj rating, pa tudi njegovega v končni fazi, ne? Gospodu Golobu pa se 150-no zgrešena prognoza pri ceni štroma, ker bi najbolj on naj bil doma, ne zdi. Trenutek, ko bi rekel, dovolj je, videlo se je, da ne vem. Videlo se je, da ne vem. Pa meni v razgovoru gospod Musumeli kot ameriški ambasador razlaga, da on ne ve. Pa tega stavka od slovenskega politika v življenju nisem čul. On ne ve. Ne? Pridemo na pomirjevalne tablete, vprašanje lož, moči. Tu zdaj gremo do gospoda Logara, ne? Demokratov, zdaj smo že o ostalih strankah nekaj govorili. Ne? Jaz mu pravim, da on prodajalec pomirjevalnih tablet. Ne? Pomirjevalne tablete po teh vseh državah, še posebej po Sloveniji prodajati, je bila moda ameriških demokratov. Ne? On je zgleda videl, da ima naziv isti kot ameriška stranka, pa pol so šli menjavati, ne? Ker je preveč očitno, ampak ko boji prodaja pomirjevalne tablete, ne? Ampak če bi danes v Ameriki šel glasovati, za koga naj tam obkrožijo demokrati, ne? Bi izglasovali gospoda Logarja, ne? Prav gotovo, ne? Brez nadaljnega. Ne? Debata o tem, kakšne so naše primerjave, in ko sem govoril, da rabimo kapitalizem, je nekdo dal pametno vprašanje sredi trgovine, je vstal gospod Gerjovič, katerega, švicarskega, kjeri model. Pravim jaz, modela, kjerega zbereš, si se moraš držati, ne da boš od Italije jemal nekaj, pa mislil, da drugo lahko vzameš Švice, tretjo iz Nemčije, morda zadeva ni kompatibilna. Ne? Ampak čist dovolj je dokaz, da smo krasno živeli tudi v našem kapitalizmu. Zdaj dal dvojno ilustracijo. Ne? V času prve Jugoslavije, ne? Prve poudarjam, ne? Je bil naš standard taki, da se ni splačalo hoj delati Gradc praktično nikomu, ker so tu vmes bile samo 20% nižje od tistih Gradcov. Ne? Se pravi, razlika od tajim standardov v neto prejemkih je bila 20%. Ne? Pa še, socializem je pa v najboljših svojih letih, to so bila 60-ta, v največji konjunkturi svetovnega gospodarstva prišel do 69%. Mi smo pa imeli torej 80% avstrijskih prejemkov, ne, v prvi jugi. V prvi Jugoslaviji, česar folk ne ve, še bom samo eno ilustracijo dal, v slovenskem kapitalizmu je imela ta dežela, govorim samo o Sloveniji, 109 hidroelektrarn malih zasebnih. Ta številka je žal trenutno samo okrog 9. Ne? Še vedno, žal, samo okrog 9. Ne? Pomirjevalne tablete prodajati nima smisla, ker je to možno v Ameriki, imaš ti 250 let, dve politični stranki, pa mogoče zdaj včasih ta trenja med njima prevelika, pa ste zumli še lože, pa imate pomirjevalne sestanke, pa to vse lepo. Jaz pa rajem večstrankarski sistem, ki ga nisem imel pol stoletja. Se pravi, jaz rajem konkurence, ne morem imeti monopola, meni je enotno slovenskega naroda res potrebno, samo da smo totalno jasno že v situaciji, da vemo, da bo jutri zjutraj vojna. Ne? Drugače, graditi pod prisilno neko enotnostjo,
in kopirati ameriške modele ali neke druge modele v majhno Slovenijo noter absolutno ne gre. Ne. Tu so debate z marsikaterimi ameriškimi biznismeni, moje bile maratonske, da v glavnem sem hotel povedati, da tako firmo, ki bi njemu lahko toliko plačali, koliko on zdaj ima plače, imamo mi samo 3-4, ne. Takrat, ko še Gorenje bilo naše, pa še Lek, ne, pa se še dal Krku, pa se počasi nehalo, ne. Pa tistih njihovih metodologij ne bi mogel nikamor, bi rekel, več uporabiti. Sloveniji manjka konkurenca, politična, vsakojaka, preveč se monopolno koncipira oblast, da te lože so lahko škodljive, se vidi na več načinov, ne. Mi smo v teku največje bitke za premoženje v Sloveniji, to je certifikatska vojna, pa potem obračanje kapitala za privatizacijo v tej državi. Ve se, kdaj je to bilo, v 90-ih, ne. Imeli tudi tiha srečanja med Simonom Zdolškom pa Kovačičem z Nove KB in pa Romano Pajek z Probanke, pa gospodom Ivanom Vizjakom iz Pominvesta finančnega sklada. Kaj zdaj govorimo o tem, da je v bistvu sestanek bil med Krekovimi družbami, ki so obračale denar, pa ostalimi, ne? Da partija in cerkva sta si bile konkurenca samo dokler so se certifikati zbirali. Ko pa so oni ugotovili, ne, da so se začele dražbe in zdaj so pa en drugemu konkurenca, ne, se je začela dogovorna ekonomija. Ne? Dogovorna ekonomija se je začela, monopol treba sklatiti. Ne? In kaj so dosegli? V dogovorni ekonomiji so prepoceni prišli do tistih firm, do katerih so prišli. In to v dogovoru. To poudarjam, v dogovoru. Če preidem zdaj malo na gospoda Janšo naprej, ne? Ne smejo si delati zdaj iluzij, ne? Če bi kdaj jaz pristal, da je on najmanj šef vlade v rezervni varianti, obrambni minister, pol bi to bilo zdaj, ne? Ker je taki nori čas, ne? Pa mogoče prvi trikrat, ko je bil, bi bil manj za, kot sem za to sedaj, ne? Vendar samo zaradi tega, ker verjamem, da ne bo več epidemije tipa COVID, ker sicer bi nam Janša vrnil gospod Beović, pa si še danes ne da reči, da ga je ta tudi odpravila. Da je bilo temeljni razlog, zakaj je bilo pol glasovanje tako, kot je bilo in zakaj je zadnje volitve zgubo, ne? Moti me seveda tudi vzdrževanje monopola obstoječih struktur, ne? Ti moraš izvršiti kadrovske rošade, pa ne samo po ljubljanskih pisarnah, ampak kadrovske rošade po velikih slovenskih državnih firmah, kjer ti postavljaš nadzorni svet in nadzorni sveti, ki jih ti postavljaš, odločajo, kdo v predsednik uprave in tak naprej, ne? Ja. Karikirano v šali sem rekel, vsaka čast tu, da malo tako prešata na lokalni nivo, vsaka čast, da je Toplek sam šel, pa pol šel v penzijo, ki če ne bi skupaj z četrtim mandatom Janše, še Toplek še dalje bil predsednik uprave Taluma, ne? Pa tu ne govorimo o... Podvarianta tega, da se tu gre v zamenjavo, je bila še kaka, je? Da se gospoda Topleka enostavno seveda primora, da sodeluje v privatizaciji firme, pa da pol upravlja svoj denar. Saj je dokazal, da zna, ampak na svojih privat firmah, ne? Na privat firmah, ne samo njegovih, celega vodstva, ki so delali v Talumu. Stili so odprli po 1, 2, 3, nekateri več privatnih firm. Kaj je skupna karakteristika teh firm? Stopnja profitabilnosti XY krat večja kot stopnja profitabilnosti Taluma. Oni so sami negirali tezo partije, da je socializem uspešnejši, ker njihove privat firme tako dobro laufajo, kot Talum nikdar ni. Ne? Še več Grinfeldovem cajtu ni tako dobro laufal, ne? Moramo tudi vedeti, da zgoraj pri vrhu je kuhnja, od zamenjave pozicij, papirov, marsikaj se skompenzira, ne toliko leti v kuverte, ampak kompenzacije uslug so enormne, ne? Ti mene zdaj zadržiš na oblasti v sedlu, ko pa moji pridajo, pa jaz tebi to uslugo vrnem, ne? To je osnovni princip delovanja slovenske politike, ne? In mi kaj vidimo, ne?
da nekdo nima rad SLS-a, ne, in da je gospoda Kovačiča vrh nove KBM prinesel SLS, ne. To je splošno znano, ne. A je gospod Toplek, ko je bil šef nadzornega sveta tam, da se čisto točno ne trovim, 2009-2011, zamenjal gospoda Kovačiča. A mrzi SLS? Ja ni, ne. Ja ni, ne. Se njega SDS prej tudi ni Topleka zamenjal, ne. Špilamo, ne. Špilamo, ne. Odgovornost je pa pokrita, kar se tiče nove KBM, praktično genialno, ne. To je res, da gospod Toplek nič ni odgovoren za dejanja gospoda Kovačiča, ne, ker so se zgodila pred prihodom gospoda Topleka na čelo nadzornega sveta nove KBM, ne. Policija je pa vdrla v banko po njegovem odhodu z te pozicije šefa nadzornega sveta, tako da s celo zgodbo nima praktično nič, ne. Kombinira se na veliko, kje je zdaj škodljivo delovanje teh lož. Največja regionalna loža, srednjeevropska iniciativa s sedežem na Pobrežju v Mariboru, harfistično omizje. To imam eno 20 let staro pozivnico, ki so jo takrat dobo, da pridem, ker so bili veleposlanica Republike Češke, pa veleposlanik Avstrije, pa veleposlanik Hrvaške. Ampak, če se morda vidi samo prvi levo od 6 ljudi, ki je napisan pa prvi desno, da vem, če se ti vidiš to v kamero, ali ne premaknem. Ja, govori. Ja, gospod Voljč, ne, kot bivši predsednik NLB, pri katerem sem jaz bil na obisku v Budimpešti, ko je prevzel Kereške delmi Škitelbank, ne, drugo največjo madžarsko banko, ne, nesojeni kandidat slovenske levice, ki je kdaj za šefa vlade, pa kaj ti bo šoče tam na oni madžarski banki takrat, tu zdaj govorimo skoraj 20 let nazaj, ne, je neto plača bila 12 jurjev, ne. Zdaj pa neto plača slovenskega premiera pa vemo, koliko je, ne. Danes ne dosega tega nivoja, to je še daleč od tega, ne. Ja. Drugi, ki pa tu zraven napisan kot dve najpomembnejši funkciji, pa gospod Pivec, ki je bil takrat direktor UKC Maribor. In kdo je kdo zdaj kje, ne. Gospod Pivec pa težki prijatelj od gospoda Janše, ki mu, če bi gospod Janša treba biti operiral, ne bi šel v Ljubljano, bi šel gospodu Pivecu, takrat bi šel v Maribor na operacijo, ne. Se pravi, ampak loža pa ista, ne. Ja, ne. Nekdo je z leve, nekdo je z desne, ne. Loža ista, ne. Ko je od ne vem, kje Črešnar Pergar, mislim, da bi še Franc Pergar umr, njen mož, ne, je leva struktura prišla na ta pogreb, ne. Ni dolgo nazaj, mislim, par let, ne. Na tem pogrebu se pojavi, padeš dol, ne. Tudi Urška Bačovnik Janša, ne. Ja, ne. Življenje, ne, ni tisto, kar si mi predstavljamo, zdaj bom volil za moje, pol pa bojo moji tole vse makli, ki so mi zdaj živce žrli, ne. Ja, malo morgen, nažalost. Morda v kaj drugi državi še, ne. Pri nas, nažalost, ta demokracija, lažna demokracija, ki gre za 6 frakcij ene in iste komunistične partije, kar sem dokazal v knjigi z navedbami in primerjavami, ne. Prihajamo še zdaj na zadnjo stvar, zakaj kljub insceniranim Knovs aferam, pa ne vem čemu, jaz bom ne priporočal javnosti tega, kar mi jaz naredil, je pa fair, da ob vsem tem, kar sem zdaj povedal, pol priznam, kiri korak bom jaz potegnil, ne. In končujemo, zakaj so ti fantje iz Nove Slovenije, se mi fajn zdi, posrečen trojček so s tem Fokusom in SLS-om zdaj z Tino Bergant. Bistvo je, da so kot tim, en človek ne more rešiti zadevo. Torej Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, Aleksander Reberšek, Mark Boris Adrianič, tu pa je sploh epicenter zgodbe, ne. Če bi on še bil minister, bi definitivno prejšnji mesec tudi šel z njimi v Indijo, tako pa imaš koga, ki je šel z inštituta ali je šel z Mariborske univerze ali pa je šel z tega ministrstva, tam je pa se udeležil tega dogodka, kjer so bili skoraj vsi šefi vlad
veleposlanik naš v Indiji, ne, govorimo nekje 20. februarja, torej prejšnji mesec, o tem srečanju glede umetne inteligence. Ne. Ta ekipa, ne, pa ne samo, da zadovoljuje to mojo silno željo, da nekega dne vseeno mislim, da so mi oni najbližji v mojih željah po enotni davčni stopnji, ki so tu desetletja, je ta želja pri meni. Ne. In na tej točki bi rekel, ne, kapaciteta recimo ene osebe Mark Boris Adrianič z področja digitalizacije je enormna. Ne. Se pravi, jaz tu v bistvu dajem zeleno luč tokrat tem ljudem zaradi njihovega znanja in bom glasoval za njih zaradi znanja in zagona in energije te mlade ekipe. To bi bilo za prvi sklop to. Strnimo še v 30 sekundah en sklep današnjega. Pa leva politika, ki je doslej vladala, je nerealna, ker vedno lahko teče le na kratke proge. Ni možno reči, tudi sem z dejanji dokazal, da jaz sem večkrat upošteval empatijo, solidarnost, načelo pravičnosti, enakopravnost, vse to, v kaj se oni zaklinjajo. Kadar sem jim šel k tem pomagati in so se tega razveselili, sem pa tudi v štartu takoj povedal, da tečemo na kratke proge in bomo nehali delati takoj, čim nam bo naraz falilo, in tako je tudi bilo. Zdaj si pa samo predstavljaj, da gremo mi v Dražence pa v Tržec te dve familiji tam to lažiti, pa jim izkazovati solidarnost z besedami. Ne, Miki, štrcaj Teo toliko, štrcaj notri, zbiramo, tako je bilo jasno, da zbiramo tisto, kar rešuje stvar, to je denar. Ne? To je to. Nadaljujemo v drugem sklopu, Ja. v zelo kratkem. Hvala.